Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dopolnilo predlog družinskega zakonika, v katerem pa ostaja izenačitev istospolnih skupnosti z ostalimi družinskimi skupnostmi. O ne, a ti si to vedel? Ja. Zdaj bomo posebej umrli, morala bo šla. Kot Rimljani se bomo izgubili v zgodovini. Kot so na ministrstvu pojasnili, so se zato odločili, ker v času javne razprave niso prejeli nikakršnih strokovnih utemeljitev proti izenačitvi in nikakršnih strokovnih podlag, da bi bil ta predlog v nasprotju s koristjo otrok. Veliko pisem podpore in obenem tudi nasprotovanj je prispelo na predlog izenačitve istospolne partnerske skupnosti z zakonsko zvezo. Glede na to, da v času javne razprave nismo prijeli nikakršnih strokovno utemeljenih argumentov proti taki izenačitvi na eni strani in drugi strani, da s to izenačitvijo dejansko izpeljujemo odločbo Ustavnega sodišča, smo se odločili, da predlog ostane v tej smeri nespremenjen. Večinoma na to temo so prišle pobude za spremembo predloga zakonika strani posameznikov, družin, kjer so pač ti vlagatelji pripombe zlasti napisali, da ocenjujejo, da je tista edina prava družina mami, oči pa otroci. Tako v tem, če poenostavim, kako so približno pripombe izgledali. Nismo pa dobili recimo nobenih kakšnih strokovnih študij ali kaj podobnega, na podlagi katerih bi lahko to našo ureditev ponovno vključili. Sorry, a je ona lihkar rekla, vesoljci obstajajo, ker nismo v roku dobili, oziroma ker nismo v roku razprave dobili nobene strokovne potrditve, da vesoljci ne obstajajo? Se mi zdel. Če ni, pa ni. Obsežne pripombe na izenačitev je podala zunaj parlamentarna stranka NSI, kjer so prepričani, da predlog ne koristi otrokom in da je edina prava zveza moškega z žensko. Vsa leta so nas učili, tako pedagogi, strokovnjaki, učitelji, vsi, da je v dobrobit otroka najbolj pomembno, da živi skupaj z očetom in z materjo oziroma v ljubeči družini. Zato ne moremo v Novi Sloveniji verjeti, da je pa strokovno utemeljeno to, da bo otrok lahko živel v istospolni skupnosti. Ko mi bo minister dokazal strokovnost tega predloga oziroma utemeljenost, potem bomo lahko spremenili mnenje. Zaenkrat pa vse raziskave kažejo, da je za zdrav, normalen razvoj otroka zelo pomemben zgled očeta in matere. Zato pač mi nasprotujemo tej izenačitvi. Ona je pa lihkar rekla, spravi, vesoljci ne obstajajo, zaradi tega, ker mi pa vi niste dali nobenega dokaza strokovnega, da obstajajo iz ministrstva. Nismo prejeli NSI. Ok, pustimo. Iz zavoda 25. junij so sporočili, da pred dokončno in pravično določitvijo meje Slovenijo Hrvaška ne bo mogla postati članica Evropske unije. Ne glede na dogovor o arbitražnem sporazumu bodo namreč v zavodu 25. junij vztrajali na referendumu o hrvaškem pridružitvenem sporazumu k EU, če do takrat ne bo prišlo do dokončne in pravične določitve meje med Slovenijo in Hrvaško. Seveda so v zavodu 25. junij pripravljeni sklepati kompromise in se izreči proti referendumu, ali če se razrešijo nekatera temeljna vprašanja. Ker imamo temeljna pa netemeljna vprašanja. Netemeljna vprašanja. Skratka, referendum je ful dober. Dajmo imeti še referendum, če so lahko vesoljci. V zavodu 25. junija ocenjujemo, da bi bilo možno na tej točki se tudi dogovoriti skupno, da ne bo naknadnega zakonodajnega referenduma, da se vse relevantne sile zavežejo, da ne bodo niti preko svojih poslancev, niti preko zbiranja podpisov si prizadevali za naknadni zakonodajni referendum, ampak se bo skupno skušalo poiskati utrip razmišljanja javnosti preko tega prvega posvetovalnega referenduma, ampak ob teh treh pogojih, torej da je arbitraža zaključena pred hrvaško ratifikacijo pridružitvenega sporazuma, da je slovensko temeljno izhodišče stanje 1918, da je postavljeno dodatno vprašanje, ali ste za to, da Slovenija podpre vstop Hrvaške v Evropsko unijo pod pogojem, da se ta umakne zasedenih delov slovenskega ozemlja in morja in da Slovenija ohrani teritorialni stik z odprtim morjem in da se vlada zaveže, da bo spoštovala rezultat tega posvetovalnega referenduma kot zavezujoč.
O 1. decembru in njega bolezni komentar dneva David Hrovatin. Danes je, kot že vsi vemo, svetovni dan boja proti AIDS-u. Dan boja proti eni najnevarnejših in najbolj razširjenih nalezljivih bolezni sodobnega sveta. V Sloveniji se zdi, kot da se tega niti ne zavedamo. Okuženih ljudi je relativno malo, bolezen ostaja kolikor toliko omejena na določene rizične skupine, mnenje povprečnega Slovenca pa je še vedno, saj se meni kaj takega ne more zgoditi, ker pazim. Pa res? Ne. Okuži se lahko kdorkoli, ne glede na socialni ali ekonomski status. In čeprav se v zadnjem času zdi, da je zdravljenje okužbe s HIV-om uspešno in da okuženi živi popolnoma normalno življenje, tudi temu ni tako. V Sloveniji je morda res, da skoraj ne umirajo zaradi AIDS-a, vendar pa okuženi s HIV-om toliko bolj umirajo zaradi družbene stigmatizacije. Biti HIV pozitiven je v tem pogledu huje, kot biti množični morilec. V glavah Slovencev to pomeni neslutene razsežnosti promiskuitetnega načina življenja, spolnih naslad in homoseksualnosti, ki so posameznika pripeljale do HIV pozitivnosti. In prav naj jim bo, ker si to tudi zaslužijo. Ljudje, zbudite se. Živimo v sodobni družbi, v kateri je na žalost prisoten tudi virus HIV. Še enkrat ponavljam, lahko se zgodi vsakemu izmed nas. Naj boj proti AIDS-u ne postane boj proti okuženim, homoseksualcem ali lezbikam. Naj ne postane boj proti tistim, ki so se okužili v momentu nepazljivosti. Naj pa ostane boj proti bolezni, ki jo lahko učinkovito preprečujemo in pa tudi znak solidarnosti in podpore. Zato pa po pamet in s kondomom. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V soboto je vrata odprl že 25. festival gejevskega in lezbičnega filma, ki poteka v Kinoteki. To je najstarejši tovrstni festival v Evropi, ki vsako leto polni dvorane, saj je eden največjih dogodkov na queer sceni. Ena izmed programskih selektoric, Suzana Tratnik, pa je poudarila letošnje poslastice. Letošnji program, ki je jubilejni, se razlikuje po tem, da predvajamo nekaj tako imenovanih zimzelenih starejših filmov, med temi tudi Viscontija Smrt v Benetkah, Somrak bogov, japonski film Manji iz leta 1964, madžarski film Drugi način, ki je bil posnet leta 1982. Posebnost je pa, da smo vključili tudi slovensko produkcijo, 2 nova kratka filma in pa 2 Hladnikova filma. To je Maškarada in Ubij me nežno in kratki film Vojka Duletiča Tovariši. Prihodnji četrtek bo sarajevska skupina Zabranjeno pušenje v znova odprti cvetličarni Media Parku predstavila svoj novi, že 9. album Muzej revolucije. Dober teden pred koncertom pa smo se o novem albumu in še čem pogovarjali s pevcem skupine Sejom Saksonom. Sejo Saksonom. Jer se vi isto slažete s tim da kad jednom počne svirati rock'n'roll i staneš na pozornicu, ne možeš nikad prestati? Pa slušaj, ako se ne drogiraš pretjerano, tako je. Treba malo, kako bi rekao čovjek, pogotovo kad puno koncerata ima i kad je puno ceste, on treba biti oprezan sa takvim stvarima, jer ovaj posao je iscrpljujući. On nije uopšte tako ni jednostavan ni lagan, ali pogotovo taj, kako bi rekao, dio koji se odnosi na teren, kažem, uz neki žestok život, uz neki dugotrajni dernek, stvarno može čovjeka da košta i zdravlja, tako da treba jednostavno voliti muziku više nego išta drugo u toj cijeloj priči i njega neće biti problem. Še vreme. Ustavite svojo šalo o AIDS-u. Mi se ne smemo hecati, ne? To je grdo. Ko so lahko ledvični bolniki užaljeni. Ali to se tudi ne smemo hecati. Vreme mokro. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti.